Pozdravljeni. Zopet je na vrsto prišel naš običajni komentar novic, kjer si bomo kot običajno pogledali vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Kot ponavadi se bomo tudi danes ustavili pri 4 različnih temah. In najprej moram poudariti, da so bili vsi članki, ki bodo danes citirani, objavljeni na isti dan, 9.6. Ampak, ukolikor vas zanima, kaj piše v že prej omenjenih člankih, imate bližnjico do originalov seveda zapisano v samem opisu. Kot dobro veste, slika v barvah pomeni, da navajam tisto, kar sem prebral v že prej citiranih člankih, ko se ta spremeni v črno-belo, pa dodajam moj osebni komentar oziroma moje osebno mnenje. Tako, tokrat smo na hitro obnovili ta malce drugačen format, zato se takoj lahko lotimo prve današnje teme. Današnja prva tema se bo dotaknila članka, ki je bil objavljen na spletnem portalu motorsport.com. Tu smo lahko prebrali, kako so se pri ekipi Alpine pritožili nad razsodbi samih komisarjev. Namreč Pierre Gasly je dobil 2x po 5 sekund pribitka in tako je izgubil mesto na zmagovalnem odru. Pri Alpinu mislijo, da imajo nove dokaze, ki kažejo zadevo v čisto drugačni luči in ti podatki niso bili na voljo komisarjem v času razsojanja. Seveda, to so tisti 3 pogoji, kateri morajo biti izpolnjeni, da se vsebinsko sploh začne razpravljati o morebitni spremembi same odločitve. A tu se moramo zavedati, da Pierre Gasly je dobil 2x po 5 sekund kazni pribitka, zato ker je 2x prekoračil tisto največjo dovoljeno hitrost v samem pit laneu. In na veliki nagradi Monaka še zdaleč ni bil edini. Ampak zakaj je v resnici šlo? Hitrost v Formuli 1 se meri z transponderjem in seveda z sprejemniki, ki so v asfaltni površini. In tu je treba povedati, da pit lane je v Monaku specifičen, namreč ni raven, ima 2 ovinka. In ker je hitrost v resnici izračunana med razdaljo in časom, ki ga nekdo porabi, da jo prevozi, bo verjetno sedaj marsikomu jasno, zakaj je prišlo do kršitev. Skozi tista 2 ovinka je marsikateri nastopajoči lepo izbral krajšo linijo ali poenostavljeno sekal je šikano in zaradi tega skrajšal pot in tako seveda v izračunu dosegel višjo hitrost. In tu dvomim, da bodo pri Alpinu uspešni. Kajti ni šlo za napako pri merjenju, ampak je šlo za to, da so malček preveč ukrivili pravila. In če bi bilo enkrat, bi človek razumel, ampak 2x je pa verjetno malce preveč. A pustimo sedaj to in poglejmo si drugo današnjo temo. A v naši drugi današnji temi se bomo dotaknili članka, ki je bil objavljen na uradni spletni strani Formule 1. Tu smo lahko dobili naštetih vseh 10 najmlajših zmagovalcev dirke za veliko nagrado Monaka, seveda do tega trenutka. In zanimivo je videti, kakšne so razlike v letih. Namreč
najstarejši izmed 10 najmlajših je pokojni Niki Lauda, ki je svojo zmago leta 1975 dosegel, ko je imel krepko čez 26 let. In na to dobimo razne junake, ki jih verjetno mnogi izmed vas poznajo. Od Kimija Räikkönena pa do Fernanda Alonsa, Sebastiana Vettela in Lewisa Hamiltona, ki je svojo zmago leta 2008 dosegel, ko jih je imel krepko čez 23. In 23 let bi marsikdo izmed vas lahko dejal, da je bil Lewis Hamilton sorazmerno mlad. Ampak tisti, ki je do tega trenutka najmlajši, je seveda Andrea Kimi Antonelli, ki jih ima dobrih 19. 20. rojstni dan bo praznoval avgusta. In tu se lahko začnemo odkrito spraševati, kaj vse bo še lahko dosegel ta izjemno mladi, talentirani Italijan. Že sedaj v svoji drugi sezoni v svetovnem prvenstvu Formule 1 podira rekorde, ki so se nekomu zdeli večni. Namreč, če primerjamo Laudo in Antonellija, nam bo takoj jasno, da sta narazen 7 let, praktično v tistem trenutku, ko sta dosegla prvo zmago v Monaku. In 7 let razlike je praktično skorajda kariera nekega povprečnega voznika v Formuli 1. Toliko bolj zgodaj je Antonelli začel zmagovati in tako hitro se je povzpel na vrh. Vprašanje je samo, do kje bo prišel. Ampak mislim, da marsikateri rekord bo postal v njegovi lasti, kot že mnogi do tega trenutka. Ampak, kot ponavadi, tudi to bomo ugotovili skupaj. Sedaj se pa spustimo k tretji današnji temi. V tretji današnji temi se bomo ustavili pri članku, ki je bil objavljen na spletnem portalu formulatechnica.com in kjer lahko preberemo izjavo Jérôma D'Ambrosija. D'Ambrosio kot drugi mož skuderije Ferrari je priznal, da imajo dokaj resne težave v simulatorju. Dejal je, da njihova predvidevanja, beri simulacije, se ne izkažejo kot 100% pravilna na progi. In to zna biti izjemno velik problem. Če smo iskreni, o tem smo na kanalu Badgers Way že govorili pred nekaj tedni. Med veliko nagrado Miamija in veliko nagrado Kanade je Lewis Hamilton odkrito priznal, da noče več uporabljati simulatorja skuderije Ferrari, da bo raje zaupal lastnim občutkom. In tu je treba poudariti, da na zadnjih 2 dirkah za veliko nagrado je Lewis Hamilton dosegel 2 drugi mesti. Čeprav gre to tudi po zaslugi malce spleta okoliščin, ampak ni važno. Pomembno je nekaj drugega. Če korelacija podatkov med simulatorjem in resničnostjo ni prava, ni 100%, imajo v skuderiji resne težave. Jasno je vsakomur izmed vas, da je testiranje v sodobni Formuli 1 izjemno omejeno. Zato ekipe rabijo simulatorje, ne samo pri nastavitvah za določeno progo, za določeno veliko nagrado, ampak tudi pri virtualnem nekako poizkušanju novih komponent. In če zadeva na progi na to ne deluje, tako kot so pokazali podatki v simulatorju, imaš resen problem, kajti vlagal si sile in napore v nekaj, kar se lahko izkaže za napačno in porabil si določeno količino ur za sam razvoj,
ki na koncu ne prinesejo želenega rezultata. Ampak to je nekaj, kar nam bi moralo tudi povedati, zakaj mnogo opevane rešitve in posodobitveni paketi Scuderie Ferrari ne pokažejo tistega, kar si pri sami ekipi želijo. Ne zato, ker bi bile rešitve napačne, ampak zato, ker nimajo prave korelacije med simulatorjem in samo resničnostjo. In kot ste lahko razumeli, to zna biti ogromen problem. A pustimo sedaj to in posvetimo se še zadnji današnji temi. Za konec pa kot običajno tista rahlo bolj obrobna, ležerna tema. Danes se bomo ustavili pri članku, ki je bil objavljen na spletnem portalu 24ur.com. Tu smo lahko prebrali, kaj je počela Kim Kardashian na dirki za veliko nagrado Monaka. In poleg tega smo izvedeli celo, da je imela hiša, ki prenaša dirke v slovenskem teritoriju, celo ekipo na prizorišču, ki je bila sposobna producirati prav takšen članek. Priznam vam, da ukolikor bi naredili 20 ali 25 prispevkov, kjer nam bi pokazali tehnične novosti, kjer bi opisali zgodovino celotne dirke za veliko nagrado Monaka, kjer bi se lahko posvetili vsem anekdotam, ki se skrivajo za imenom določenega ovinka, bi zadevo tudi razumel. Glamur je del te znamenite dirke in v Monte Carlu imamo kaj videti. Ampak, da nekdo pošilja celo skupino na prizorišče in da je edino, kar znajo narediti za njihovo spletno stran, članek ali dva o tračih, je višek. Namreč spomnimo se, da imamo med prenosi tistih nižjih, za nekatere nezanimivih kategorij, verjetno še zmeraj podnapise, ki jih generira umetna inteligenca, ker moramo varčevati. Ampak za pošiljanje raznih strokovnjakov na lice mesta, da lahko slikajo razne starlete, ki s Formulo 1 nimajo enostavno nobene zveze, no ja, zato pa je denar. Ampak to pomeni, da imajo vse nas enostavno za norca. Mislijo si, da razne zvezdnice nas zanimajo bolj kot Formula 1. In jaz sem odkrito proti temu. Kaj pa vi? Vam je všeč, da naša televizija, ki prenaša dirke svetovnega prvenstva Formule 1, meni, da vas zanima to? Seveda tudi vi imate pravico do izražanja svojega mnenja, ampak prosim tokrat na njihovih spletnih straneh, ne na moji. Meni je jasno, da smo priča nekemu bednemu stanju v kulturi slovenskega motošporta in televizije nasploh. A pustimo sedaj to. Tudi danes smo prišli do konca našega hitrega, kratkega komentarja novic. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.